Dober večer in dobrodošli v Piramidi, z vami bom Erika Žnidaršič. Na naši tribuni sedi družina Strojan, dober večer. Kakšno vprašanje vam bomo zastavili na koncu oddaje. In pa 20 Romov iz Prekmurja in iz Novega mesta, ki so prišli spodbujati enega izmed nocojšnjih gostov, novomeškega romskega svetnika. Tako se bodo za mesto v polfinalu nocoj potegovali Zoran Grm, Zmago Jelinčič in igralka Tina Gorenjak. Dobrodošli v vaše mesto. Kako boste torej glasovali? Če kličete za Zmaga Jelinčiča z mobilnih telefonov, lahko se seveda usedete. Prosim, če se usedete, 3131. In če kličete stacionarnih telefonov, 0909333011. Če kličete za Zorana Grma, 3132, mobilni telefoni in stacionarni telefoni, 0909333012. In še za Tino Gorenjak, mobilni telefoni, 3133 in 0909933013. Uvodno minuto pri prvi temi bo imel Zoran Grm. Pripravite se. Torej, mi začenjamo zares. Prva tema, poslanci Svete krave. Branimir Glavaš je prvi poslanec Hrvaškega sabora, ki je osumljen vojnega zločina nad srbskimi civilisti, ostal brez poslanske imunitete. Čeprav živimo v državi, v kateri naj bi bili pred zakonom vsi enaki, je pri nas imuniteta eden najbolj zlorabljenih privilegijev. Neslavni rekorder je Zmago Jelinčič, ki je bil v zadnjem desetletju osumljen številnih kaznivih dejanj. Med drugim je uničil lisice, domnevno obrekoval in žalil, v Tržiču streljal v zrak, bil osumljen nasilništva in celo poskusov umora. V tem času je imuniteto dobil kar 11-krat. Torej, vi lahko glasujete tudi večkrat med temo, namreč vi boste odločili, kdo se bo vrstil v naslednji krog. Imate pa seveda tudi danes možnost dobiti 150 000 dolarjev, če boste glasovali za zmagovalca. Gospod Grm, izvolite. Ja, lep dober večer, vsem skupaj. Želim gledalcem in gledalkam. Pozdravljam tudi celo Slovenijo in svoje Rome. Torej, imuniteta? Imuniteta, pač mi, slovenski državljani, ne rabimo imuniteto, ker pač imamo pravico tako en kot vsi ostali. S tem se ne bi strinjal, da bi bila imuniteta v Sloveniji. Gospod Jelinčič, gledajte, če vas bo kdo za besede, ki boste izrekli v tej oddaji, morda kazensko preganjal, ali boste zahtevali imuniteto? Najprej treba povedati, da imuniteta velja zgolj in samo za tisto, kar je bilo narejeno in povedano v parlamentu. Ljudje tega ne vedo. To kaže na eno ignoranco politične strukture, ki bi to povedala. Edini, ki imajo imuniteto v Sloveniji, so v prvi vrsti sodniki, v drugi vrsti so tožilci in v tretji vrsti cigani. To so ljudje, ki imajo absolutno imuniteto, ki nimajo nobenih obveznosti, ki jim je dovoljeno, da kradejo, da imajo po 180 kazenskih ovadb in nič drugega. Gospod Grm ima replika, ja. Sedite se, prosim, gospod Grm ima repliko. Kot sem slišal, je gospod Zmago Jelinčič od 92. leta imel 14 kaznivih dejanj. Od tega mislim, da ga je tudi branila imuniteta. Samo malo, da, ja. Imuniteta, ampak mi, ko nimamo imuniteto, bi bili sigurno 7-krat že kaznovani. Gospod Jelinčič, zakaj ste torej vi kar 11-krat v tem času dobili imuniteto, če ste prej rekli, da ste dobili imuniteto samo za besedo? To se vidi, da cigani lažejo, kajti tudi gospod Grm laže. Dejstvo je, da jaz sem samo enkrat sem se sklical na imuniteto in nič drugega. Druga zadeva je pa to, da če gospod Grm se je pred 3-4 meseci šele vrnil iz zapora na Dobu, kjer je bil zaradi trgovine z orožjem noter in mamil mu pa niso mogli dokazati. Kje pa je tukaj imuniteta? Tudi vi imate, vi ste imeli kar precej kaznivih dejanj, po mojih podatkih, imate kar 11-krat dobili imuniteto in torej ste 11-krat dobili imuniteto, med drugim tudi zato, ko ste se odpeljali z lisicami. To ni res.
To so napačni podatki. Samo enkrat sem imel imuniteto. Samo enkrat sem jo zahteval. No, državni zbor vam jo je dodelil kar 11-krat. To je druga zadeva. Drugače pa poglejte imuniteto, kaj pomeni imuniteta. Jaz sem smel pripeljati samo 3 ljudi sem, cigani so jih pripeljali 20. Glejte, gospod Ilinčič, ja, samo malo, gospod Garam. Glejte, gospod Ilinčič, glede na to, da ta vaša beseda cigani očitno žali ljudi, ki so tukaj noter, vas lepo prosim, če se lahko temu izogibate in pač uporabljate besedo Rom. Ne, ker jaz se ne grem segregacije. Segregacija bi bila, če bi govoril Romi, kajti cigansko pleme se deli na Rome, Sinte in še 3 druga plemena. In zaradi tega ne pristajam na to. Gospodična Gorenjak, gledajte, vi morate torej paziti, kaj govorite, namreč vi lahko za neke hude besede odgovarjate in se lahko celo greste v zapor, recimo 2 leti, če boste nekoga žalili, recimo rasno in tako naprej. Res je, jaz predvsem bi rekla to, da mislim, da bi poslanci in poslanke morali biti ali pa so zgled vsem ostalim državljanom, tako da ne glede na to... Seveda. Mislim, da bom ne smela bolj malo povedati, očitno bo to kar držalo, doslej so namreč zmagovali v tej oddaji samo politiki in izključno moški, kar se zdaj vidi, da je moški svet in da so politiki pravzaprav edine prave zvezde v naši državi, pa mislim, da bo, kar povejte, repliko ste imeli na moje. Imate repliko ali kaj? Ja, seveda, Gaba. Ja, niste rekli. Hvala lepa, gospa Tina. Namreč dejstvo je, da ko smo govorili o imuniteti, imuniteta je čisto nekaj drugega. Nihče ne razume, kaj to imuniteta je. Pa nam razložite vi, gospod Ilinčič, ki ste jo tokrat imeli. Točno. Poglejte, jaz imam pravico... Replika. Jaz razumem, kaj vi govorite. Jaz sem govorila samo iz čisto druge človeške plati. Absolutno mislim, da je prav, da imate vi možnost in priložnost povedati kakršnokoli politično prepričanje in da zato niste kaznovani oziroma preganjeni ali kakorkoli že. To je prav. Mislim pa, da se mora vsak človek tudi imeti eno osebno prepričanje in odnos do vseh ostalih ljudi, da se primerno in nežaljivo obnaša do drugih. Poglejte, prvo... Gospod Garan je zdaj na vrsti. Zoran, gledajte, gospod Ilinčič je dobil imuniteto. Gospod Ilinčič, prosim, če se sedete na svoj sedež. Je dobil imuniteto zaradi tega, ker je se dejansko odpeljal z lisicami na avtomobilu in je pač v tem primeru bil kazensko ovaden, ker je poškodoval tujo stvar. Je bilo to dopustno ali ne? Glejte, jaz bom se najprej popravil, gospoda, nisem bil zaradi orožja, bil sem, ker sem bil obdožen, da sem ukradel 333 tisoč tolarjev. Če bi mogoče jaz z lisicama se odpeljal naprej, bi mogoče dobil 5 let zapora, ali pa 3, ne? Z lisicami, ne z lisicama, z lisicami. Gospod Ilinčič, prosim, gospod Garan govori. To ste priznal. Po mojem, jaz bi bil kaznovan mogoče 6 mesecev z zaporno kaznijo ali pa z tako kaznijo, ki jo ne bi mogel plačevati, bi mogel biti v zapor. Imuniteta, po mojem, da je nekaj, ker bi si jaz tudi želel imuniteto. Erika. Gospod Ilinčič, gledajte, torej gospod Garan je svojo kazen odsedel. Vi mnogokrat niste odgovarjali, ker ste se pač sklicevali na imuniteto. Zdaj nam pa razložite. Nisem se skliceval. Nekaj drugega je sklicevati se, nekaj drugega, če ti podarijo imuniteto. Vendar je pa treba se zavedati, vkolikor v parlamentu ne bi imeli pravice in možnosti govoriti, potem bi se dogajalo to, kar se dogaja zdaj s cigani, ki furajo celo Slovenijo. Cela Slovenija je pod vplivom ciganom, ki ne delajo drugega, ko delajo škodo in konec koncev bo prišlo do tega, da bo zaradi njih padla vlada. Gospod Ilinčič, ali se mi zdaj pogovarjamo o Romih ali o imuniteti? Govorimo o imuniteti v povezavi s cigani, ki edini imajo pravo imuniteto. Ampak, gospod Ilinčič, vas sem vprašala o lisicah, ne o Romih zdaj. Ja, saj sem ga tudi popravil, ker ne zna niti dvojne, niti množene, niti slovenskega jezika. No, gospod Ilinčič, gospod Garan, izvolite. Kolikor imam šole, znam dosti govoriti, ker sem Rom, nisem cigan, prosim vas, da ne blatite naše Rome in mi smo državljani Slovenije kot vsi ostali. Prvič niste vsi državljani Republike Slovenije. Prosim, govorimo drug čez drugega. Vi ste povedali svoje zdaj ali ne? Ja, povedal sem in prosim gospoda, da ne govori sovražne besede, ker
pač to nas blati celo Slovenijo in tako Rome, kot tudi ne Rome nekateri. Zanima me vprašanje za gospoda Jelinčiča, zanima me, če ima on imuniteto na to, da se izraža kakorkoli mu pač pade na pamet do ostalih državljanov, ki mislim, da stvari ne moremo posploševati, ne, vi posplošujete neke skupine, vsi so takšni, vsi so slabi. Mislim, da bi lahko tako ravno rekli isto za Slovence, vsi so takšni, pa vemo, da smo različni, a ne glede na to, da smo vsi slovenci. Samo na tole odgovor. Točno je, vsi Slovenci smo dobri, pridni, delovni in pošteni. Za cigane pa ne moramo tega reči. Gospod Jelinčič, vi ste s temi besedami zdaj že v bistvu kršili in zakon in ustavo, ker ste razpisovali narodno nastrpnost. Ni res, zelo dobro poznam in zakon in ustavo, nisem ničesar kršil. 300. člen zakona in 63. člen ustave. Ničesar nisem kršil. Ste kršili, seveda ste kršili, ampak... Poglejte si v ustavo, kjer piše o svobodi govora. Preberite si tisto. Ja, ampak 63. člen ustave pa govori, da je prepovedano razpihovanje nestrpnosti proti narodni manjšini. Če govorim resnico, je razpihovanje. Hvalica je bil zaradi tega obsojen, ker je govoril resnico, ker mu niso dali imunitete. To je tisto, kar je narobe. In to je tisto, kar nekateri imajo. In gospa Tina, jaz se opravičujem, ampak zgleda, da je FDV oziroma tale fakulteta za televizijo, radio in ne vem koga še vse, ne da dovoljšne izobrazbe. Bo treba še kakšne, mogoče ustavo, zakonike, pa tako. Politične izobrazbe gotovo ne. Mislim pa, da neke osebne in srčne, ki si jo mogoče ne naučiš iz šole, pa mislim, da bi jo vi potrebovali. Hvala lepa, smo končali. Smo končali, 9 minut je poteklo. Prosim, če se usedete. Torej, gospod Grm, a vas lahko samo vprašam, kako je te dni biti Rom v Sloveniji, če lahko poveste? Zelo lepo, državljan Slovenije. Lepo, nekateri družini Strojanovim ne, ampak... Strojanovim ne, nam je pa lepo, nekaterim je lepo. In jaz sem ponosen, moji Romi glih tako tukaj gor, da so državljani Slovenije, tako kot vsi ostali. Jaz spoštujem tako Rome, kot tudi ne Rome, saj smo državljani Slovenije in živimo v Sloveniji. Hvala. Torej, rezultati po prvem krogu. Očitno so strasti tako razumete, da so telefoni skoraj da pregoreli, številke pa so si zelo podobne. Torej, kako glasujete? Če kličete za Zmaga Jelinčiča, za uporabnike Simobila, Vodafona in drugih mobilnih operaterjev 3131. Stacionarni telefoni 090-933-011. Za Zorana Grma mobilni telefoni 3132 in 090-933-012 stacionarni telefoni in še za gospodično Tino Gorenjak 3133 mobilni telefoni in 090-933-013. Kličete lahko večkrat, namreč vi boste odločili, kdo se bo uvrstil v naslednji krog v polfinale in imate možnost, da dobite $150,000. Pazi, Zmago plačal drago, boš če Rome, boš jezil, mimo Grma pot je strma. Naj vsak Rom najde si svoj dom. Naj vsak Rom najde si svoj dom. Ne. No tako, mi smo se po prvi napeti temi zdaj malo razvedrili. Še enkrat poziv glasovanju, telefonske številke boste imeli ves čas napisane na ekranu, lahko tudi glasujete večkrat. Mi začenjamo z drugo temo. Uvodno minuto ima Tina Gorenjak in sicer, ko ponorijo hormoni. Na noč čarovnico si mladostniki v lokalu sredi Ptuja privoščili divjo zabavo. V separeju blizu točilne mize so menda upili 14-letno dijakinjo in jo domnevno spolno zlorabili. Razvrat so posneli in fotografijo objavili na spletu. Primer je zdaj v rokah kriminalistov, ki preiskujejo domnevne storilce, pa tudi zaposlene v lokalu. Kar 12% 15-letnikov je po raziskavah spolno aktivnih. Meja je iz leta v leto nižja, mladi pa čedalje bolj drzni.
Vodna minuta. Takole, jaz mislim, da bi pri tej temi pravzaprav morali začeti temo o vrednotah, o trenutno vrednotah današnje družbe in pa današnjega časa. Namreč, zdi se mi neverjetno, da je ena izmed večjih vrednot trenutno to, kaj si nekdo upa. Upati si, seveda, samo po sebi je pozitivna vrednota, ne? Ampak če imaš nekaj za tem, če imaš nekaj za povedati, če imaš neko znanje, če imaš neko idejo, če imaš neko ustvarjalnost in si jo upaš izraziti. Upati si zgolj zato, da boš šokanten in drugačen, kot vidimo v velikih resničnostnih šovih, ki so trenutno izjemno popularni in ki dajo pravzaprav velik zgled mladim ljudem. Se pravi, upati si napiti pred kamero, upati si imeti spolni odnos, tako da temu prisostuje celotna Slovenija in biti zaradi tega zvezda, seveda zaradi medijev tudi, ki naredijo iz teh ljudi zvezdo, se mi zdi zelo napačno. Vrednote tudi seveda v družini, ne? Iz tega mislim, da ogromno, veliko izhaja, se pravi, o tem, kar smo pregovorili, o srčnosti. Že minilo. Gospod Jelinčič, ali je razvrat med mladimi danes nekaj normalnega ali ne? Najprej eno zadevo na tisto pesem, ki mi je bila všeč, ampak nisem razumel tistega, naj si vsak Rom najde svoj dom. A to pomeni vsak svoj dom, pa ga izprazni ali kako, ker jaz sem danes denarnico doma pustil. Torej, a imate repliko, gospod Garan? Ja, replika, izvolite. Poglejte, gospod Zmago Jelenčič, nismo prišli krast, ker tudi posod ne krademo. Lahko imate svojo denarnico v žep in vsi ostali jo lahko imajo. Dosti smo Romi pošteni, mogoče kakšnih 10% pa ne. Ampak pri vas pa vidim, da nas blatite in še lepo vas prosim, dajte nam reči Rom. Samo poznam vas, poznam vas. Replika. Jaz vidim, da danes ne bomo držali določenega urnika tem, ampak bo to takole malo mešano. Jaz bi rada povedala gospodu Jelinčiču, ki ves čas pravi, da ne razumemo določenih stvari. Jaz mislim, da moramo predvsem to razumeti, da smo, tako kot mi, pa tako tudi gospod in Romi, ki so tukaj, so državljani Slovenije in imajo svoje pravice in pa seveda tudi svoje dolžnosti. Mislim pa, da je kateremukoli človeku, ki ni velikim ljudem, če jim je dopuščeno, da počnejo negativne stvari, jih naredijo. Tukaj mislim, da je velika napaka je tudi samega sistema, da niso ukrepali takrat, ko je bila za to pravzaprav pravi čas, ko je bilo storjeno neko kriminalno dejanje ali kakršno drugo. Hvala lepa, če si končate. Skoraj 190 kriminalnih dejanj pa se ni ukrepalo. Prosim, da gospod Jelinčič, držimo se teme, govorimo zdaj o razvratu med mladimi. Je to nekaj normalnega ali ne? Ne, nikakor ne. To ni normalno in mislim, da je ta družba zabredla v ene čudne vode. Vendar pa ne moram pomagati, ampak zopet sem pri ciganih. Bom povedal primer. Pri Romi, gospod Jelinčič. Dovolite, jaz uporabljam terminologijo, ki jo uporabljajo vsi svetovni slovarji, enciklopedije in slovar slovenskega knjižnega jezika. In da nadaljujem tisto. Ampak gospod Jelinčič, če žalite ljudi, nič ne žalim, to ni res, ne more biti žalitev. Gospod Jelinčič, lepo vas prosim, potem se jaz lahko odločim, da mene žali, ker mi govorite gospod. Po isti logiki. Pa vam rečem Zmago Jelinčič, brez gospod. Ne, tudi to me lahko žali. Karkoli me žali. To je neumnost. Vam rečem, da ste če dovolite, da nadaljujem. Sodnica v Mariboru je oprostila cigana, ki je imel spolne odnose s 13-letno deklico, zaradi tega, ker je rekla, da je to pri ciganih običajno. Ni res. No, gospod Jelinčič, to pa težko verjamem, da je sodnica zaradi tega dejstva. To je sodna praksa, v Mariboru se je to zgodilo, pozanimajte se. Erika. Ste raziskovalni teli novinarji. Ja, gospod Jelinčič drži. Gospod Garan, gledajte, gospod Garan, kako je dejansko zdaj s to spolnostjo med mladimi, je to nekaj običajnega, da so drzni mladi ali vendarle ne? Poglejte, mladi se odločajo po svojih, odvisno koliko jih starši, kaj mislim, koliko jih učijo in kak je. Zdaj o mladih govorimo, mladi so tudi romkinje, ne vem, tudi ne romkinje in naj v mladih letih uživajo, kaj bodo šele v starih letih, če nekdo star.
Erika, jaz se opravičujem, ampak res se vračamo na teme. Eno vprašanje imam za gospoda Jelinčiča. To, kar ste povedali sedaj, da je ta sodnica oprostila tega Roma, ki naj bi imel spolni odnos za 13-letnico. Ali je to, da ga je oprostila njegova, je on kriv, da ga je oprostila, ali je njena kriv, da ga je oprostila? Gre za utemeljitev sodnice, ki je rekla, da je to običaj pri ciganih. Gospa Jelinčič, ne prosim, če me tule upoštevate, ker se bomo zdaj usedli in bomo 1 minuto tiho. Ja, prosim, ne utihne, ne utihne. Je to tisti govor o dolžnosti. Ne utihne. Gospod Jelinčič, ajde. Prosim, kako je zdaj s tem primerom, no? Ja, ta primer se je nažalost zgodil in nažalostno je utemeljitev te sodnice. Ampak, gospod Jelinčič, tega zdaj ne poznamo. Kako ne poznate? Jaz poznam. Jaz tega primera ne poznam. Slovenska nacionalna stranka se izredno močno ukvarja s takimi pedofilskimi aferami, ker zagovarjamo to, da je treba pedofile močneje kaznovati. Tukaj se pa v enem segmentu, v segmentu ciganov, se pa to prepušča. No, gospod Jelinčič, ampak zato sem vprašan. Ja, samo sekundo. Gospod Jelinčič, zakaj niste strpni? Dajte mi povedati, če vas pozivamo, da budete strpni, zakaj vendarle niste strpni? Poglejte, če grem v Ameriko, a ne smem govoriti o Indijancih? Ali moram govoriti o vsakem plemenu posebej? Ampak gospod Jelinčič, gledajte, če neka beseda žali ljudi, potem verjetno... Poglejte, slovenski, a ne prečrtamo vse stare, lepe slovenske besede iz slovarja slovenskega knjižnega jezika. Gospod Jelinčič, vi ste izjema, ki govorite. Oprostite, prosim. Oprostite, prosim. Gospod Grm, dajte povedati, dajmo se vrniti nazaj na to temo. Gledajte, kdaj boste vi svojega otroka, oziroma vi imate 3 hčerke, če se ne motim, so tule v studiu tudi, ne? Ja, ena hčerka je tukaj, ja. Kdaj, oziroma hodijo ven, ob katerih urah, kdaj ste jih pustili, pri katerih letih ste jih pustili ven? Poglejte, ena hčer je stara 16 let in gre, kadar gre, kadar pride, v glavno pride živa in zdrava. Mislim, da to ni pomembno. V glavno pride živa in zdrava, sem pa res proti tem, da alkohola uživa in drogo. To je tako. Gospodična Gorenjakova, pri katerih letih je recimo sprejemljivo, da imajo mladi prvič recimo spolne odnose? No, jaz mislim, da je tukaj, se še nisem nič povedala. Gospa Tina, nisem klical vas, ampak gospod Eriko. Gospod Jelinčič, jaz tule vodim razpravo, prosim. Jaz mislim, da se ta meja je res kritično pomaknila v prezgodnjo dobo. Jaz mislim, da bi mladi morali bolj dozoreti za takšne vrstne izkušnje. Gotovo je pa tudi vpliv drog, alkohola, ki kar naenkrat veljajo za nekaj relativno normalnega. Mislim pa, da je tukaj resnično vpliv družine in staršev tist, ki lahko to naredi tako ali drugače. Tako da jaz mislim, da bom probala biti, ne glede na to, da nisem strog človek, mislim pa, da bom probala biti, kar se tega tiče, koliko se bo dalo stroga mama, seveda z nekim razumevanjem in ljubeznim. Gospod Jelinčič, kaj pa vi recimo, kdaj se vam zdi recimo primerno, da imajo mladi prve spolne odnose in recimo kdaj ste imeli vi prvo izkušnjo, če vas lahko vprašam? No, jaz sem že malo starejši gospod, pa je bilo to že dolgo nazaj. Se ne spomnite, ne? Mislim, da je prezgodaj, kar je prezgodaj, te zadeve niso dobre in je treba tudi spolno more priti otroci oziroma mladostniki morajo spolno dozoreti, da lahko pač te zadeve uredijo. Res je, da poznamo iz zgodovine in iz določenih, bi rekel, socialnih grup ali pa kakšnih etničnih grup drugačno razmišljanje, vendar jaz še zmeraj stojim na stališču, da je treba določene zadeve počakati, da se zadeve speljejo. Predvsem je pa tukaj potrebna vzgoja. Gospod Grm, zaključite, kaj pa za vas? Recimo, kaj mislite, kdaj je to sprejemljiva ta meja, da imajo mladi spolne odnose? Ja, to se mladi sami, jaz sem malo prej rekel, to se mladi sami odločajo proti tem. Dobro, pa starši so v tem. Kaj? Mi moramo tako gledati, da uživamo v mladih letih in ne po starih letih. To drugič ponavljam. Uživamo v mladih letih, ne po starih letih. To je moje stališče in jaz bom potem ostavil. Zato vas pa je toliko, ne? Ne, prosim, če se zdaj... Pravim, zato pa vas je toliko. Bravo, gremo naprej. Gremo naprej. Dobro,
Prosim, če se pomirita. Joško, ja. Erika je z Kartine, ona mi je najbolj všeč, sem jo najbolj dopade, razumeš? Tina, jaz sem šišel, da tvoj fan, da je režiser, da bo snimal en film, pa bi te prosil, če mi lahko kaj priporočila, če robe kakšnega... Lahko se kar zmenta. Madonna, se bova lahko kaj zmenila. Veš, jaz sem face fan tako, ta pravi Slovanc. Veš kaj, pa pocaj ne bom sigurno. Mislim, če boš robu, ne. Jaz bom zabav. Gospodična Gorenjak, ali boste vi tudi igrali v tem filmu? Ne vem, še ni tako daleč. Mislim, da se bova, če se bo Mitja odločil za me, če bo meni vloga všeč, potem se bom za to odločila, ne vem. Pa še to me zanima, no, glede na to, da je znano, da imate precej mlajšega partnera, 9 let mlajšega. Me zanima, a je to zdaj pri nas popularno, recimo v stilu kakšnih hollywoodskih zvezd? Ne vem, midva sva že kar precej časa skupaj, tako da mislim, da se nisem za to odločila iz popularnosti. Ja, njegovih ranih let, ne mojih. Ja, se vem, ja. Ne, mislim, da pri ljubezni ne igrajo vlogo leta. In mislim, da je to zakoličenje, da mora biti moški, starejši. Ne vem, mislim, da je to nekako zgrešeno. Preživeto, ne preživeto. Ne, ni preživeto, ampak mislim, da ne igra vloge. Tako kot ima gospod Jelinčič dosti mlajšo ženo, kar mislim, da je prav in da sta izjemno krasen par. Hvala lepa. Hvala lepa. Dobro, torej, rezultati iz režije mi sporočajo, da je debata zelo vroča in to se pozna tudi pri glasovanju. Torej, za zdaj vam izdam samo to. Torej, številke so vroče očitno. Torej, kako glasujete? Za Zmaga Jelinčiča z mobilnih telefonov 3131 0909 33 011, stacionarni telefoni. Za Zorana Grma 3132 mobilni telefoni in 0909 33 012 stacionarni telefoni. In še Tina Gorenjak 3133 mobilni telefoni in 0909 33 013. Kličete lahko večkrat in boste namreč odločili, kdo je zmagovalec in seveda lahko dobite 150 000 dolarjev, če boste glasovali za pravega, za zmagovalca. Res se je vnela, kar vroča razprava, Zmago v grmu naprej že tiči. Vroče srce je, vroča je glava, kdo bo v besedah imel več soli. Zmago zmage si želi, Zoran Romov je junak, ženski glas nam govori, naj bo prva Tina Gorenjak. No, in smo pri naši tretji temi. Uvodno minuto bo imel naš poslanec, ki ga ne smem zdaj naslavljati gospod, ali kako, Zmago Jelinčič. Pripravite se, torej naša tretja tema pa prisegam domovini. Izrekam zvestobo moji novi domovini. S prisego se zavezujem, da bom spoštoval svobodni demokratični ustavni red Republike Slovenije, vrednote in načela svobode in demokracije. Kot državljan bom spoštoval dolžnosti in obveznosti. Prisegam, da ne bom podpiral delovanja proti demokratičnemu ustavnemu redu in delovanja zoper interese države z uporabo nasilja. S to obsežno, kar 8 vrstic dolgo prisego bodo novi državljani v ameriškem slogu morali priseči državi. V opoziciji trdijo, da je besedilo staromodno, predolgo in polno nepotrebnih okraskov. Gospod Jelinčič, pa bi vas je za uvodno minuto prosila, če nam lahko tole prisego preberete, pa nam tole malo demonstrirate, kako naj bi to izgledalo. Prosim. Jaz mislim, da je smiselno, da pojasnim, zakaj je prisega potrebna. Namreč slovensko državljanstvo se je včasih res dobilo v 90-ih letih manj kot za 2 kili krompirja. In to je navadna svinjarija, kar se je dogajalo. In kaj podobnega se nikoli več ne sme zgoditi. V bivši Titovi Jugoslaviji smo imeli pionirsko prisego, mladinsko prisego in vojaško prisego. In ko smo prisegali, smo bili ponosni. Danes, ko živimo v svoji domovini, pa to ne bi bilo prepovedano, zaradi tega, ker enim gospodom iz liberalne demokracije in iz bivših komunističnih krogov to ne diši. Mislim, da gre za totalno svinarijo. Pravim, da je bolje, bralijo bojo takrat, ko bo potrebno. Mislim pa, da verjetno bi bilo res dobro prebrati, ker eni temle noter ne bi znali tega prebrati. No, gospod Jelinčič, a boste zdaj prebrali ali vendarle ne? Ne vem, če bom uspel, temle imam še 9 sekund in ne bom prišel kaj dosti daleč. Prosim, dajte mi tole ven. Ne sami berejo. Gospod Grm, ali vi recimo, slišali smo prej v prispevku že to besedilo, ali vi recimo tako dolgo besedilo, se vam zdi to potrebno, recimo tako dolgo emocionalno? Poglejte, jaz sem 85 leta podajal to v bivši Jugoslaviji.
da ne bi zdaj hrvaščino ponovil, da bom dober vojak, da bom služil in da bom dobro pazil Jugoslavijo. Na koncu je palo po nas tako, da smo mogli biti samostojni Slovenci, ker smo ponosni na to. V bistvu jaz ne bi zdaj rekel, da bi mogli mi nekaj presegati, da bi dobili slovensko državljanstvo. Ker pač zavedamo se, kjer misli slovensko državljanstvo dobiti, ta pogoj je že ve in mislim, da mu ni težko do tega, da te pogoje znajde, kako je in kaj. Miče Grm, se vam ne zdi torej dovolj že to, da pač nekdo, se vam ne zdi dovolj že to, da nekdo pač zaprosi za državljanstvo, že s tem namreč izraži verjetno namero, da bo spoštoval pravni red države? To je gotovo res. Čeprav tukaj se moram jaz strinjati z gospodom Jelinčičem, jaz mislim, da takšna izjava, zakaj? Jaz pa mislim, da je prav, da nekdo pove nekaj, zakaj želi biti državljan Slovenije. Mislim pa, da je nekaj drugega bolj bistveno in sicer to, da ti ljudje, ki pridobijo slovensko državljanstvo, da se zavedajo, kaj so njihove, to, kar smo že prej govorili, pravice in predvsem dolžnosti. In mislim, da ni nič narobe s to prisego. Zakaj? Zakaj ne? Zakaj ne? To mislim, da je najmanj, kar lahko nekdo naredi. S tem, da je pa si izbral slovensko državljanstvo, je pa tako ali tako pokazal to željo. Ali ste recimo vi ponosni, da ste državljanka Slovenije? Ja, seveda sem ponosna, seveda sem, absolutno sem ponosna. Ja, absolutno. Stilinčič, seveda. Gornjakova odgovarja, ste. Gospod Grm, vi Romi ste državljani nekako vsega sveta. Kakšen odnos imate vi do slovenske države? Isto kot vsi ostali slovenski državljani. Repliko imate Jelinčič, gospod Grm, samo malo, da izkoristi Jelinčič repliko. Glede, ne bi se strinjal z gospodom Grmom, ki je rekel, da ima enak odnos do državljanstva kot vsi ostali državljani, ker v tem primeru ostali cigani ne bi govorili, da bojo pa šli nekam drugam po svetu, če jih Slovenci ne bomo hoteli. V tem primeru jaz ne bom šel nikamer drugam, jaz sem tukaj doma in bom vedno tukaj doma in se bom boril za našo domovino. In nikoli ne bom rekel, če ne bo tako, bom pa šel stran. Tega nisem rekel. Vem, da je tvoj. Tega nisem rekel, gospod Zmago Jelenčič. Tega nisem nikdar rekel in nikdar se ne bom umaknil iz države Slovenije, zato, ker sem Slovenec. Rekel je, tam ne bolih imate 20 in vsaj 6 od njih je to reklo. Prosim, zdaj bom pa tiho. Zdaj bom pa res tiho eno minuto. Tega sploh moji Romi ne razmišljajo, ampak če nekdo preganja, mora reči tudi to. Stojanova družina nekje mora prestati v Sloveniji, saj so državljani Slovenije. In nikamor drugam kot v Slovenijo. Zakonov naj se držijo, zakonov naj se držijo. Ja, seveda, da se držijo, ampak pa se tudi nekateri drugi ostali držijo zakona. Se ne držijo. Se da, da se da, sam noben jih noče imeti. Ja, logično. Prosim, lepo. To nekdo napihuje in nas blati. Lepo prosim, ne cigani, ampak smo Romi. Na sodišče pejte pogledati, kdo vas razpihuje, pa na policijske kartoteke boste videli. To bodo policiste že sami naredili. Tudi vaše kartoteke so zelo bogate, gospod Jelinčič. Dobro, gospodična Gorenjak, dajmo se vrniti k temi. Moram reči, da je gospod Jelinčič, pardon, sem vas pa še sužalila. No, evo. Prosim, da me kličete spoštovani poslanec, ker drugač bom užaljen. Tega ne bom rekel. Prosim, če se malo vidimo zdaj tule. Moram mu reči, da je izvrsten igralec in tudi izvrsten dramaturg, kako tole romsko problematiko, čeprav je danes sploh ni vleče čez celo oddajo. Zanima me pa nekaj, to, kar smo se prej pogovarjali, ko imate replike na to, da se ne držijo vseh pravil in tako. Ali vi lahko zagotovite, da se popolnoma vsi Slovenci, ne da jaz imam karkoli proti Slovencem, zdi se mi, da tukaj delate razlike, ki mogoče niso pravične, ali se vsi držijo? Oziroma, zakaj se takrat država v tistem trenutku, ko se zgodi nepravilnost, ne umeša? Poglejte, gospod Jelinčič. Kadar Slovenci naredijo napako in kadar nazijo kaznivo dejanje, so zelo hitro procesuirani. Tamle imamo družino Strojan, ki ima 187 kazenskih ovadb, pa se nič ne zgodi. Ima 110 prekrškov, ne vem, vprašajte policaj, če se ne upajo.
Policija, naša slovenska policija, še posebej specialci, se je krasno izkazala. Pretepa Slovence, ne upa se pa posredovati, kadar so cigani naredili kaj, kadar streljajo v žabje v zrak, ali pa recimo proti Hrvatom na Hotizi. Tega se ne upajo. Slovence pretepati, to pa ni problem. Ampak zakaj se to dogaja? Treba je vprašati oblast. Prosim, gospod Jelinčič, če se lahko usedete. Ja, pa jaz nisem oblast. Gospod Jelinčič, prosim, če se usedete na svoje mesto. Razumem. Gospod Zmago Jelenčič, eno vprašanje za vas. Drugo leto predsedniku Zveze Romov Slovenije pripada mandat, a boste vi mogoče ta mandat sprejeli od našega predsednika? Kakšen mandat? Ja, mandat, on ima mandat. Bi morda bili vi, predstavnik Romov. A si boste zauzemali, da boste drugo leto predsednik Romov v Sloveniji? Kot Jožek Horvat Muc? Lejte, jaz še enkrat, dovoljte, še enkrat govorim, da jaz ne odobravam segregacije, zato ne govorim Romi, ker Romi so en segment, kje imate pa Sinte pa ostale, zato jaz govorim cigani in ne moram odgovarjati na parcialna vprašanja. Ja, ne vem, če bi... Dobro, samo še malo. A bi bili ciganom predsedniki potem? Predsednik v Sloveniji? Kot jaz vem, cigani imajo kralja, ne predsednika. A kjer pa je ta kralj? Ja, poglejte, še vedno, ko gledam televizijo, se kaže po televiziji, po CNN-u, po Euroviziji, kako se voli ciganski kralj. Odkdaj imamo pa mi ciganskega predsednika, pa ne vem. Razen, če ne mislite konkretnega predsednika. Morda mislite konkretnega predsednika, ki mu pravite ciganskega predsednika. Mene je zdaj publika tukaj predlagala, da vam predlagam, da drugo leto, ko mandat Jožeku Horvatu Mucu preteče, da boste vi izvoljen za romskega predsednika. To bo težko, ker nisem v LDS-u. Ja, ne vem, kje ste, boste mogoče. Boste se pa pridružili za čas. Dobro, gospodična Tina, dajmo se zdaj spet malo vrniti na temo. Ali bi recimo vi za slovensko državo dali življenje? Jaz sem takole rekla, svoje življenje bi dala za svojo hči. Mislim, da edino za njo. Erika. Vi bi dali življenje? Ja, leta, takrat, ko je bila naša osamosvojitvena vojna, sem jaz vzel orožje in sem se šel boriti. In bi lahko kasiral. Brez skrbi, takrat, ko ste vi orožje kradli, pa ga pol prodajali. No, gospod Jelinčič, dovoljte. Ja, gospod Garan, zaključite, ja. Moram reči, da sem tudi jaz nekaj tistega orožja kupil. Zaključite. Gospod, vi imate toliko orožja doma, da ga 10,000 Sam ga nisem pokradil, nisem ga pokradil. Tudi ukradel je. Pokradil ga nisem. Ja, tudi ukradel. Jaz imam legalno orožje. Ja, sam nekdo mi je dal legalno orožje. Kaj je pa razlika? Meni ga pa ne dajo. A se lahko, gospod Jelinčič, prosim, sedete na nazaj? Razumem. Torej, telefonske številke za Zmaga Jelinčiča, če kličete z mobilnih telefonov 3131 in stacionarnih telefonov 0909330111. Za Zorana Grman, uporabniki Simobila in Vodafone ter drugih mobilnih operaterjev 3132 in stacionarni telefoni 0909330112 in za gospodično Tino Verenjak mobilni telefoni 3133 in stacionarni 0909330113. Torej, kličete lahko večkrat, vi boste odločili, kdo se bo uvrstil v naslednji krog in seveda lahko dobite $150,000. Tako, smo v zadnjem delu. Ja, kje pa je na Šoško? Tudi prav. Spoštovani poslanec Zmago Jelinčič, dajte mi nekaj povedati. Vi ste pa jaz zdaj mlad voznik, ne? Kako zdaj to zgleda? Dajte nam razložiti. Moram reči, da je... Neko je veseli december, no? Ja, mislim, moram reči, da sem delal izpit po 6 mesecih, ker so mi ga policaji vzeli, ker nisem hotel pihati. In se vede, kaj se je zgodilo. Moral sem delati vse teste, hoditi na predavanja, prvo pomoč, vse sem moral narediti. Ja, ampak je pa, spet smo pri ciganih, tam je pa recimo občina Novo mesto ima poseben fond, ki jim plačuje... Gospod Jelinčič, nekaj drugega sem vas vprašala. Ja, o izpitih govorimo, ne? In sicer ta gospoda na kljub temu, da jih je polne pismenih naredijo izpite, ki je zelo težko razumeti tista vprašanja. Gospod Garan, gledajte, zdaj nimamo teme, zdaj pustimo to zdaj pač kreganje. Dajte mi nekaj drugega povedati. Vse ni kreganje, ni kreganje. Ja, seveda je, ne. Gospod Garan, dajte mi povedati, kdo je tisti človek, ki vam tamle prišepetuje?
Kdo je? To je pa tajnik Zveze Romov Slovenije, moj prijatelj Svetniškega foruma. Dobro. Gospodična Gorenjak, samo to sem vas želela še vprašati, a vi ste tudi kdaj ostali brez izpita, ste imeli kakšen konflikt s policisti, tako kot spoštovani poslanec Zmago Jelinčič? Konflikt sem imela kakšen, ne. Jaz mislim, da je redko kdo brez kakršnega koli prometnega prekrška, ne, izpit pa mi niso odvzeli še, ne. Spoštovani poslanec, prosim vas še nekaj, če mi odgovorite. Slišali smo neko vašo idejo o piramidi, da želite zgraditi neko piramido, pa se vam ne zdi, da imamo že Slovenci tole eno čudovito piramido, zakaj bi imeli dve? Ja, zaradi tega, ker tista je 4 strana, ta je pa 3 strana. To je edini razlog. Ja, poglejte. Super. Torej imamo rezultate po našem tretjem krogu. Torej imamo že 25.000 glasov, očitno je dobra in zanimiva debata. 2 sta izenačena. Torej še enkrat poziv v glasovanju, vi odločate, kdo bo polfinalist in lahko seveda dobite $150,000, če boste glasovali za pravega. Zmago Jelinčič jezika ne špara, pravi, da čisto na vse se spozna. Eden ga ljubi, ga drugi ne mara, grmo očita na kupe gorja. Tini dajo mnogi prav, hlače nosi ženska naj se končno večji gal, bo zato na čisto vsak zakaj. Tako smo pri zadnji, četrti temi, torej še enkrat poziv glasovanju, telefonske številke boste imeli vaš čas izpisane na ekranu. Mi začenjamo torej z zadnjo odločilno temo, uvodno minuto bo imela Tina Gorenjak in sicer ministrov ne. Minister Janez Drobnič je pred dnevi na zahtevo predsednika vlade Janše naj do polnoči odstopi, odgovoril, da ne vidi razlogov za kaj takega. Janša je pozneje v parlament poslal predlog, naj poslanci ministra razrešijo, ker je nezadovoljivo opravljal svojo funkcijo. Gre za prvi primer po demokratičnih volitvah, da minister ni spoštoval volje svojega predpostavljenega. Naj samo še to povem, preden začnemo res temo. Torej, mi smo mislili za to temo imeti romsko problematiko, pa smo se tik pred zdajci odločili, da zaradi razgretih razmer tega ne storimo, da ne bi dodatno zaostrovali razmer. Gospodična Tina Gorenjak, uvodna minuta. No, se jaz mislim, da je ta tema pravzaprav bila celo oddaja, no, sej pač govorimo, kar pa tudi mogoče ni nič narobe. Ja, takole, jaz bi se pri tej tematiki pravzaprav rada navezala na predlog gospoda Drobniča, da bi morale ženske plačevati $80,000 za to, da bi lahko naredile splav. Moram se navezati na to, kajti v prejšnji oddaji ste pravzaprav imeli to temo in mislim, da ni nihče rekel nekaj bistvenega. Pogovarjali so se, ali splav plačljiv ali ne. Ali nas bo zaradi tega več Slovencev, ali bodo ženske rojevale več otrok. Nihče pa ni omenil tega, da bi pravzaprav država, če resnično želi to storiti, da bi bilo Slovencev več, omogočila ali pa pomagala mladim družinam, slovenskim družinam, da bi imeli boljše možnosti, da te otroke imajo, prehranjujejo, vzgojijo in vse te stvari. Jaz moram reči, da poznam veliko ljudi, Gospod Jelinčič, ali mislite, da je Drobničev ne ustrezen odgovor na zahtevo premijeja? Mislim, da je Drobnič naredil bistveno napako. To se ne dela v demokratičnih družbah, kajti tisti, ki ga je postavil, ga ima pravico odstaviti. Vendar pa glede teh neumnosti, ki jih počne Drobnič, jih je res že naredil toliko, da se je naša stranka odločila, da pripravi interpelacijo. Nas je pa premijer prehitel, ker je prebral ti spisek, kaj vse mu očitamo, da je... Ja, naš spisek, ki smo ga predstavili na novinarski konferenci, popoldne se je pa premijer odločil, da bo odrezal Drobniča. In v tistem spisku pa so bistvene zadeve in tistega je ogromno. Konec koncev lahko bi gospod Tino vprašal, če nosi svileno spodnje perilo, ker gospod Drobnič ga je prepovedal. Treba je nositi samo bombažno, ne? Gospodična Gorenjak, ste bili izvani, prosim. Kako? Če nosite svileno spodnje perilo. Seveda. To je Drobnič bi vam ga prepovedal in bi ga vam verjetno slekel zdaj. Zdaj tega sem jaz za vsak slučaj večkrat brez, ne? Tako da mi ga ne... Ali je sploh primer,
primerno, da minister reče ne, ali pa bi se, torej, ali je sploh primerno, da minister reče ne, ali bi se moral pač za vsako ceno pokoriti volji premijeja? Poglejte, minister bi mogel reči takoj, odstopim, ker sem naredil napako. To se strinjam z gospodom Ciala in z gospodično. In če bi to veljalo, kar je on rekel, bi bilo večje revščine, verjamem tudi pri nas Romom in tako, da bi mogli plačevati. Vem, da bi lahko tisti plačevali, ki imajo denar. Tisti, ki pa ne bi imeli denar, bi imeli pa več otrok in več, mislim, da je bila večja revščina. Grejo fajn od denar, ne? Gospod Ilinčič, prosim. Ja, gospod Grm, nadaljujte, vi imate besedo. Ja, neč, jaz bom tako rekel, gospod bi se mogel sam odločiti, da odstopi, ne pa premijer reči, da mora odstopiti. To je moje. Gospodična Gorenjak, kaj vi pravite? Torej, ta Drobničev neustrezen odgovor na... Takole, jaz mislim, da se tukaj dosti bolj kompetentna oba moja sotekmovalca, da sodita v tem, ker sta le bolj, predvsem gospod Ilinčič, to je njegov poklic. Ampak drugače vas bom vprašala, recimo, ali zaradi te dejansko te zahteve o splavu, je to prav, da minister odide zaradi te zahteve? Zgolj zaradi tega predloga, to mislim, da ne, gotovo pa ni bil to absolutno ne edini razlog, da je bil k temu pozvan, ne, gotovo. Spoštovani Ilinčič, izvolite. No, jaz pa mislim, da je že prepoved splava na tak način tako huda kršitev integritete žensk, da bi že zaradi tega moral odleteti. To je moje mnenje. Repliko ima gospodična... Mogoče sem se malce nerodno izrazila, absolutno se strinjam tukaj z gospodom Ilinčičem, mislim, da je to grozljivo, ta predlog je grozljiv. Zato, ker če ženska nima 80 tisoč tolarjev, da bi si plačala splav, lepo vas prosim, kje ima potem toliko denarja, da lahko otroka preživi, sploh preživi, kaj šele, da mu omogoči neko dostojno življenje. Tako da mislim, da je ta predlog... Gospod Grm, kakšen imate vi torej odnos do teh splavov? Povejte. Poglejte, jaz sem se odločil, govorim o sebi, mi smo se odločili 3 hčerke. Pač službe ni, s tem, kar gospod Zmago Jelenčič pravi, da dobivamo iz Centra za socialno delo, 130 tisoč 5-članska družina, se ne moramo preživeti. Podatki drugač govorijo. Čakamo, da gospod Grm odgovori. Prosim, da mi date za besedo. Gospod Jelenčič. 130 tisoč dolarjev, s tem je treba preživljati družino in smo se odločili, da otroke ne bomo več mogli imeti, ker jih ne bomo mogli preživeti. Gospod Zmago Jelenčič, za vas pa samo tako. Vi pravite, večja družina, večji socialna podpora. Ali otroci morajo jesti od tega? A veste, mi se moramo zavedati, da otroci morajo jesti. Kdo je pa rekel, kaj ta vi ste rekel, več Romov, več socialne pomoči. Ni res. Nekoga ni res. Ja, kako pa potem 8-9 člansko družino živeti? Kako pa, da imate 8-9 člansko družino? Pa jo nimam, jaz imam sam 5 člansko družino. Ja, no, pa hvala lepa, obema, prosim. Tina, povejte mi, recimo, s čim bi vas morala država prepričati, da bi imeli recimo 5 otrok? Vi imate namreč eno hčerko. Eno hčer imam. Jaz moram reči, da sem si od nekdaj želela imeti vsaj 3 otroke. Žal temu trenutno ni tako, ampak nikoli ne vemo. Jaz moram reči, da ne glede na to, da sem relativno uspešna umetnica in ne glede na to, kako uspešna v Sloveniji sem, ker je pač tako majhna dežela, da v mojem poklicu ni tolikšnega zaslužka, da bi lahko preživela 5 otrok oziroma jim dala takšen način življenja, kot bi ga želela, se žal zato ne morem odločiti, tudi če bi bila to moja izbira. Spoštovani poslanec, kaj pa vi recimo? Vi tudi nimate, koliko imate otrok? Jaz imam sina, ki star 35 let, hčerko, ki bo ravno kar stara 3 leta in še en otrok je na poti. Zakaj se ne odločite za še večjo družino, da bi rešili slovensko demografsko politiko? Poglejte, kako naj, če je moja soproga noseča, kako naj zdaj spet na drugega otroka razmišljam? Kako vas prosim? Kako počakate eno leto? Narava je določene stvari določila tako. Poznam pa določene skupine, kjer pa res ni pomembno, kje se delajo otroci in to je pa spet drugje. No, gospod Ilinčič, prosim. A sem kaj rekel? Ja ste, ja. Jaz sem mislil Severne Jelene. V redu, odlično. Gospod Ilinčič, samo še nekaj. Ali lahko slovensko, recimo, demografsko politiko rešijo priseljenci? Do neke mere ja, vendar pa ne popolnoma. Lahko malo bolj razložite? Premalo časa imava. Tamle imam še 13 sekund. V 13 sekundah sem že enkrat povedal, do določene mere ja, po večini pa ne. Ampak težko, mislim, to je debata za 5-6 ur.
Gospodična Gorenjak, kaj vi pravite? Ali lahko torej slovensko politiko rešijo recimo priseljenci? Vemo, da imajo več otrok. Tle bi se jaz kar strinjala z gospodom Milinčičem do neke mere. Mislim pa, da predvsem to, kar sem rekla, da bi država nekako omogočila predvsem mladim, da jim pomaga, da imajo boljše pogoje za to, da si ustvarijo družino. To nekako se mi zdi meni tle bistveno in osnovno. Gospod Geran, kaj vi pravite recimo glede priseljencev, tudi Romi imate veliko otrok, to na nek način seveda dviguje slovensko povprečje? Kako? Pravim, da seveda kako recimo tudi Romi na nek način lahko pripomorete, ker imate seveda više povprečje kot je slovensko, imate veliko otrok, seveda tako tudi priseljenci imajo recimo več otrok kot slovenski pač Slovenci. Seveda, naj bi bilo to, ne. Zdaj, kot sem jaz razumel, da naj bi bilo več priseljencev, da bi imeli več otroke in to je to, jaz se strinjam s tem, ja. Gospod Jelinčič. Jaz se strinjam, da bi morala država te zadeve urejati. Samo urejati bi jih morala na enakopravnem nivoju. Ne, da imajo nekateri absolutne bonitete, medtem ko drugi slovenske mlade družine so odrinjene na stran. Konec koncev, če pogledamo, da je premier Janša nikoli še ni šel k kakšni slovenski družini, ki nimajo otroci za šolo, ki nimajo za oblečke, nimajo za jest, nikoli se ni oglasil. Šel pa je k strojenovi družini, kar je nedopustno. Na ta način se to ne dela. Se ne dela. Gospod Zmago Jelenčič, to se še ni zgodilo z nobenim v Sloveniji, kar se je zgodilo s Trojanovim in ne želim več, da se to zgodi. Želim, da družina najde svoj lepi dom, da bo mirna, da se bodo lahko izobrazili, da bodo lahko v službo hodili. Kako hodili v službo, če enega vozijo na metadonsko terapijo vsak dan? No, gospod Jelinčič, to pa je zdaj že preveč. Vsak dan je vozil določene. To so tudi ne Romi, itak, to je tako. Gospod Jelinčič. Joško, kje si bil prej? Ja, malo sem vodil že za audicijo, če bo trebati kaj ne film, razumeš? Zdaj pa, če ne bom šel film, ne vem, pa Tina Gorenjak je tako eno predstavo o nekih mačkah, bolje bom pa tam zraven. Da bi bil mačka ti, ali kako? Ja, ne, ampak veš kaj, jaz nam rad mačke, kakšne dobre se. Joško, naslednje. Tako, rezultati po našem zadnjem krogu. Imamo že 43.000 glasov. Dva sta še vedno izenačena. Telefonske številke, torej zadnjič, za Zmaga Jelinčiča 3131, mobilni telefoni in 0909330111 stacionarni telefoni, za Zorana Grma 3132 mobilni telefoni in 0909330112 stacionarni, torej za Tino Gorenjak mobilni telefoni 3133 in 0909330113 stacionarni telefoni. Imate torej še zadnjo možnost, da spremenite rezultat, vi boste namreč odločili, kdo se je vrstil v naslednji krog, lahko dobite $150,000, torej po kratkih oglasih sledi tudi pogovor s Trojanovimi in pa seveda razglasitev rezultatov. Tako, preden pridemo na končno razglasitev, naj povem, da bomo mi del prihodka iz te oddaje namenili šolanju romskih otrok. Zdaj pa torej najprej kličemo nagrajenca iz prejšnje oddaje, torej nekoga, ki je glasoval za Pavla Ruparja in je dobil $150,000. Dober večer na Gorenjsko, Francu Perajiču. Ja. Me slišite, ne? Ste Netiš, ste vi, ne? Se slišimo. Dobro, gospod Perajič, dajte mi najprej povedati, a ste vi ta prav Gorenc, ste kaj Uharen? Ja, seveda sem ta prav Gorenc, če po gorenjsko govorim. To bo že res. Kaj pa tako predneseno mislim, a veste, kam boste z tem denarjem, to mi povejte. To je pa tako premišljeno že naprej, da bom presenetil celo družino, da bomo odšli, seveda, če bo sneh, bomo šli na Krvavec, drugače pa Čateške. Bravo. Super. Še to mi povejte, zakaj ste glasovali za Ruparja? Samo zato, ker je Gorenc ali še zaradi česa drugega? Ker sem tudi Tržičan med drugim. Dobro, lepa. Gospod Jelinčič tudi pozna Tržič, ste bil tudi v Tržiču. Točno, res je, res je. Ja, gospod Perajič, hvala lepa, seveda čestitke iz Piramide, ne?
Torej, zdaj pa najprej zaporedna številka klicatelja, ki je dobil $150,000 v tej oddaji. Torej, številka je izpisana na ekranu, seveda ime in priimek nagrajenca pa bomo objavili tako kot vedno v prihodnji oddaji. Joško, si mi prinesel rezultate? No, preden seveda razglasimo te rezultate, smo že prej obljubili še pogovor z Storojanovimi, ki so tule pri nas v studiu. Mirko, povejte nam v bistvu, ali imate kakšno sporočilo za Slovence po vsem tem, kar se je zadnje tedne, zadnje dneve še posebej dogajalo v Sloveniji? Glejte, mi, naš ministrstvo za šolstvo, Milan Zvir, čakamo te nove lokacije, ne? In resno smo že pogledali te 10 okolice Ljubljane, te lokacije, in kjerkoli najdemo te nove lokacije, brikirajo in skoraj fizično napadajo. Kako se počutite ob vsem tem? Glejte, zdaj ste dejansko bolj preganjani kot, ne vem, radioaktivni odpadki. Povejte, da ne boste odganjani. Glejte, mi tega ne bomo preganjali, glejte, ker smo tudi, se morajo zavedati, da imamo državljan Slovenije. Ali bi recimo na tem mestu pozvali ljudi, da vendarle vas sprejmejo nekam? Tudi bi. Gospod Jelinčič, še vas, gledajte, kljub vsemu, kar se je dogajalo v tej oddaji, torej vas pozivam, ali imate toliko poguma, da recimo zdaj Slovence pozovete, da naj bodo strpni in naj to družino vendarle nekam sprejmejo, ker to, kar se dogaja zdaj, verjetno je šlo že čez vse meje. Ne, tega ne bom naredil. Ker je proti mojim načelom, moje načela so ta, da se je treba držati zakona in da smo pred zakonom in ustavo vsi enaki. Ampak gospod Jelinčič, vi ste tudi človek, imate družino, če pomislite na otroke, ali ste pripravljeni kot človek, ne kot poslanec in ne kot prvak nacionalne stranke? Še enkrat bom povedal. Za vse v tej državi veljajo enaka pravila, enaki zakoni in enaka ustava. Naj jih vsi tako spoštujejo, kot jih drugi Slovenci. Pa bo vse lepo in vse prav. Ja, ampak gospod Jelinčič, zdaj, kar se je zgodilo, se je. Verjetno s razlogom in tako naprej. Ampak gledajte, stvar je treba rešiti. Verjetno za te ljudi se mora najti verjetno nekje prostor. In vi kot poslanec bi lahko zdaj reagirali drugače in vendarle ljudi pozvali naj se ne upirajo. Ja, imam predlog, naj jih vzame gospod Drnovšek na zaplano in naj jih tam, rekel je, da jih z veseljem vzame in naj grejo tja gor. Prostora je dovolj in Drnovšek bo srečen. Sudgeram, prosim, ja, če lahko vi recimo... Jaz bom pa samo takole rekel. Gospod, ne držite besede, prosim vas, dajte se pomirite. Jaz sem čist miren. Ja, sej ste, ampak po takih vaših besedah ne bodo Rome sprejeli nikjer, pa sploh Strojanove. Jaz bi tako rekel... Ali lahko vi recimo date zdaj nek poziv Slovencem? Jaz bi tako rekel, naj bodo vsi Slovenci strpni. Ta družina ni toliko probleme delala, kakor jih je medija prikazala. Lepo jih prosim, naj saj probajo imeti enega soseda Roma in mislim, da ta družina ne bo več tega delala. Lepo jih prosim, po celi Sloveniji ljudje, ker otroci so preganjeni, lepo jih prosim. Hvala lepo. Mirko, kaj vi pravite? Ste pripravljeni recimo tudi spoštovati zakone, ste pripravljeni malo bolj biti v bistvu... Isto kot vsake Slovenije smo pripravljeni, da tudi te, kar so delali probleme, odljubljamo, da ne bojo nobeni več problemi. Bravo! Torej, s tem pozivom, ne upajmo, da bo ta vaš poziv tudi, da bodo slišali Slovenci. Zdaj pa seveda še k razglasitvi rezultatov. Dobili smo namreč ogromno glasov, 43,000 je zadnji podatek, morda celo več. In sicer tretje mesto, gospod Zoran Grm. Čestitke, gospod Grm. Odlično. Dobili ste 11%. Zdaj seveda drugo mesto. Gospodična Tina Gorenjak, čestitke. Bili ste drugi. In seveda zmagovalec, gospod Zmago Jelinčič. Gospod Jelinčič. Ne,
Gospod Jelinčič, vi se boste čez 2 tedna pomerili s Pavlom Ruparjem in še nekom, ki ga bodo dobili v prihodnji oddaji. Torej, naslednji torek imamo pri nas žensko trojico, naše gostje so pevka Nuša Derenda, Cveta Zalokar, Oražen poslanka in pa še seveda estradnica Salome. Zanje lahko glasujete že vas prihodnji teden. Telefonske številke boste imeli objavljene na spletni strani Piramide. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi prihodnji torek. Bilo je prijetno. Ampak to mora biti. Ja, čestitke, ne, bilo je ostro, samo...